Ja, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci s selektorjem Matjažem Kekom pred tekmo Severna Makedonija, Slovenija in pa Slovenija, Avstrija. Seznam igralcev imate že pred sabo, tako da zdaj bom dal kar besedo selektorju za nekaj uvodnih besed, potem pa gremo na vaše vprašanje. Dober dan, pozdravljeni tisti, ko ste si vzeli čas. Sklepni del kvalifikacijske skupine, v katerem igra tudi Slovenija, in seveda je to, kar se nas tiče, zelo dobro. Mi smo z dvema rezultatoma pozitivnima v zadnjih dveh tekmah opozorili, da bo Slovenija naredila vse, da bo do konca v igri, v vzdušju, ki je seveda zelo pozitivno, in kakorkoli dva rezultata, ki sta arhivirana, in dve tekmi pred nami, ki bosta dala še dodatne neke odgovore, koliko smo sposobni v nekem momentu, kakšna bo naša vloga v zaključnih terminih te skupine, za našo željo, seveda ciljem in strahovitim motivom z pozitivnimi rezultati v teh dveh tekmah. Hvala. Makedonski selektor v enem pogovoru prejšnji teden rekel, da je navdušen nad vašim delom in da bi najrajši našel način, kako bi in Severna Makedonija in Slovenija na koncu končali na Evropskem prvenstvu. Imate vi kakšno idejo oziroma kako gledate njegove hvalospeve na vaš račun? Zdaj, da vse zmagamo in mi in oni do konca ne gre, ker se pač moramo med sabo udariti. Jasno je, pa da, če se spomnite, pa imate zelo dober spomin, po tekmi proti Makedoniji, ko je takrat Makedonija mogoče celo marsikoga presenetila za kvalitetno izvedbo, s kvalitetnimi posamezniki, jaz sem že pred tem opozarjal, ker sem jih skozi to, da sem imel Ristevskega, pa da sem imel Velkovskega na Reki, da sem ves čas spremljal vse to skupaj. Reprezentanca, ki ima svoj gard, reprezentanca, ki je od tiste tekme z nami dobila še Ademije, da je to reprezentanca, ki si upa in ki ima pač svoje cilje, da igrajo doma, ampak isto kot za Poljsko, isto kot za Avstrijo, isto kot za Izrael, isto kot za Latvijo. Zanimajo me in imamo informacije in zbiramo informacije, ampak izključno me najbolj in prvo zanima samo reprezentanca, ki jo vodim, oziroma igralci, ki sem jih poklical danes. To je tisto, kar bo vedno, pa tudi na koncu, če bom igral enkrat, upam, da kdorkoli proti Braziliji ali pa proti top reprezentancam na svetu. Omenili ste že odbojkarji, kako doživljate to odbojkarsko euforijo. Fantje so tudi bili celotna reprezentanca na vaši tekmi pred začetkom prvenstva, očitno ste jim nekaj sreče prinesli in obratno, pa nasploh en čudovit trenutek slovenskega športa na celem področju, pa če boste v dvorani mogoče danes večer ali imate druge načrte? Kar se tiče dvorane, v enem momentu bi šel, pa ne bi šel, pa kakorkoli, ampak bom eden izmed tistih, ki 100.000 Slovencev, upam, ki bomo navijali in ki sem že navijal pred televizorjem, kakorkoli sem vesel za tiste, ki so prišli do kart. In da se nam je v takem kratkem času zgodilo toliko pozitivnega, meni je to samo potrditev nečesa, koliko smo sposobni. Sposobni zapeti himno 11.000 brez muzike, brez inštrumentov, in potem na drugi strani se moraš ukvarjati s tem, ali nekdo bi ali nekdo ne bi. In jaz sem takoj pripravljen, da iz svojega denarnega nadomestila plačam kompletni reprezentanci avionske karte pa namestitev v Makedoniji, če reprezentanca odbojkarska gre še enkrat in če bilo to tisti srečen talisman. Isto velja za Avstrijo, prelej bom zrihtal sigurno karte, ta boljše, kar se da. Je pa, mislim, lepo je enostavno, ko to vse skupaj vidiš, je to fajn, ko potrdi to rezultat, je seveda to še dodatna vrednost, ampak vidi se pa zopet izraz lica, tista pozitivna fanatičnost in seveda je to, da je ta slika po televiziji še dosti boljša, dosti večja, tako da želim jim vso srečo tega sveta danes in pa prepričan sem tudi v Parizu.